Uslužbenka varnostne službe Bele hiše, dekle ustreljeno do smrti v kopalnici in zgodba, ki odpira veliko vprašanj. Nation Wood pravi, da je na prazno sprožal svojo pištolo, torej pritiskal na sprožilec praznega orožja, a je krogla šla skozi steno in ubila 22-letno Samantho MG. Zdaj se Wood sooča z obtožbami, mi pa sprašujemo strokovnjake, ali njegova zgodba drži. Sem Anženet Levi in to je Crime Fix. Preden se poglobimo v ta izjemno tragičen primer, vam želim povedati o nečem, kar sem v zadnjem času uporabljala in mi je res všeč. To je aplikacija Upside, ki vam povrne denar za stvari, ki jih pogosto kupujete, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je kaj naredite. Brezplačno prenesete aplikacijo Upside. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate tako kot običajno s kreditno kartico. Nato potrdite nakup in bum, denar dobite nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo, ali pa si želim nekega večera naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko porabim denar, se mi denar pojavi v aplikaciji in ga lahko nato prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki aplikacije Upside v povprečju letno dobijo nazaj $254. Kdo si tega ne želi? Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, ki jo vidite na zaslonu, in uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Nation Wood je 25-letni moški z izkušnjami na področju varnosti Bele hiše, vendar mu to ne pomaga pri pravnih težavah, v katerih se je znašel po smrti svoje punce v njunem stanovanju v San Franciscu. In policija je povedala, da jo je Nation ustrelil in ubil. Nation Wood je obtožen nenamernega uboja. 22-letna žrtev Samantha MG je pred kratkim diplomirala na Državni univerzi v San Franciscu. 24. marca je bilo tik pred 23. uro, ko so Samantho našli strelno rano v njunem stanovanju. Umrla je v bolnišnici. Zdaj, po navedbah virov, ki jih navajata San Francisco Chronicle in San Francisco Standard, je Wood policiji povedal, da je na prazno prožil svojo pištolo. To pomeni, da je pritisnil na sprožilec orožja, za katerega je mislil, da ni bilo nabito. Toda pištola je bila dejansko nabita. Kasneje se mi bo pridružila strokovnjakinja za strelno orožje, da bova govorili o suhem sprožanju in o tem, kako bi ga bilo treba izvajati. In Steve Wolf nama bo pokazal, kako naj bi uporabljali pištolo pri suhem sprožanju. Po navedbah virov, ki jih navajajo mediji v San Franciscu, je krogla šla skozi steno in zadela Samantho MG, ki je bila v kopalnici. Woodova zagovornica pa uradni dolžnosti je to označila za, citiram, grozljivo nesrečo. Ampak tukaj je stvar. Nation Wood je delal v varnosti. Na njegovi strani LinkedIn piše, da je opravljal pripravljalna dela skupaj s tajno službo ZDA. Bil je v ekipi podpredsednice Kamala Harris med dogodkom v San Franciscu. Torej, ko nekdo s takšnim ozadjem reče, da ni vedel, da je njegovo orožje nabito, da je samo suho sprožal, to resnično vzbudi nekaj vprašanj. Je bila to res nesreča? In kako lahko krogla, izstreljena iz ene sobe, prebije steno in ubije nekoga v drugi? Vprašali bomo forenzično preiskovalko smrti, ker ko krogla prebije steno in ubije nekoga v drugi sobi, bodo dokazi povedali svojo zgodbo. In ta zgodba se ne ujema vedno s tem, kar pravi oseba, ki je pritisnila na sprožilec. To so vprašanja, ki jih bomo raziskali. Začnimo pa s tem, kar dejansko vemo. V torek, 24. marca, tik pred 23. uro, so policisti San Francisca posredovali v hiši na 22. aveniji v četrti Sunset. Po navedbah policije San Francisca so policisti ob prihodu našli žensko, ki je bila ustreljena. Poskušali so jo rešiti. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, vendar je kljub njihovim najboljšim prizadevanjem umrla. Žrtev. 22-letna Samantha MG je bila diplomantka leta 2025 na Državni univerzi v San Franciscu, kjer je študirala notranje oblikovanje in arhitekturo. Po podatkih na njeni strani LinkedIn je delala kot asistentka za oblikovanje v podjetju za notranje oblikovanje v Presidio Heights. Samanthin Instagram je razkril, da je imela strast do potovanj, arhitekture in oblikovanja. Pogosto pa je objavljala fotografije svojih dogodivščin, vključno s potovanjem v Yosemite z Nationom Woodom prav prejšnje poletje.
Zdaj je za njeno smrt obtožen 25-letni Nathan Wood, ki je prav tako diplomant Državne univerze v San Franciscu in po poročanju San Francisco Standard je prijatelj potrdil, da sta bila Wood in MG v zvezi. MG je v Instagramju prikazuje skupaj, vključno z objavo iz leta 2025 z napisom: Potovala, jedla, izdelala mizo in postala prava odrasla oseba leta 2025. Torej, sta to par ljudje, ki živijo skupaj. In v noči na 24. marec se je v tistem stanovanju nekaj zgodilo. Po navedbah virov, ki jih navajata San Francisco Chronicle in Standard, je Wood policiji povedal, da je ravnal s svojo pištolo. Rekel je, da je streljal na suho. In kot sem omenila prej, je to praksa pritiskanja na sprožilec orožja, za katerega uporabnik verjame, da ni nabito, pogosto uporabljena za vadbo nadzora nad sprožilcem ali za spoznavanje s strelnim orožjem. Toda ta pištola, glede na Woodov opis policiji, je bila nabita. Naboj je bil dejansko v nabojni komori. In ko je pritisnil na sprožilec, je pištola sprožila. Krogla je, po istih virih, šla skozi steno. Na drugi strani stene pa je bila kopalnica, kjer je bila Samantha MG. Krogla jo je zadela in umrla je. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo v urah in dneh potem. Po poročanju San Francisco Standarda je sosed poročal, da je videl krvavečo osebo na pločniku pred vhodom v srednjo šolo Abrahama Lincolna. Policija te podrobnosti ni potrdila, je pa potrjeno, da je Wood ostala na kraju dogodka. Njegov zagovornik po uradni dolžnosti, Doug Welch, je na sodišču izjavil, citiram: Od trenutka, ko se je to zgodilo, gospod Wood ni nikoli odšel nikamor drugam ali počel karkoli drugega, kot da je poskušal poiskati pomoč za MG. Ko je policija prispela, je bil od začetka do konca 100% sodelujoč in odprt z njimi. To je bilo v petek, 27. marca, ko se je Wood pojavil na sodišču na zaslišanju po vložitvi obtožnice. Po poročanju Mission Local je imel med celotnim postopkom glavo sklonjeno. Včasih je obraz zakopal v dlani. Med tistim zaslišanjem je Woodov odvetnik Doug Welch sodišče prosil, naj ga izpusti, saj naj ne bi predstavljal nevarnosti pobega in dejal, da se zdi, kot da je šlo za grozljivo nesrečo. Mislim, da bo gospod Wood naredil vse, kar je v njegovi moči, da ravna prav. Vendar pa je pomočnica okrožnega tožilca Alice Wong izrazila skrb. Opozorila je, da je bil Wood pred streljanjem namenjen zapustiti San Francisco, da bi služil v Narodni gardi. Trdila je, da zaradi tega obstaja nevarnost pobega in sodnik se je strinjal. Varščino je določil na $300,000 in določil pogoje. Če Wood plača varščino, mora nositi elektronsko zapestnico, predati potni list, se odpovedati vsem orožjem in dovoliti preiskavo kadarkoli. Njegova predhodna obravnava je določena za 9. april. Kar zadeva samo obtožbo, nenamerni uboj, je po obtožnici, ki jo je vložila okrožna tožilka, Wood obtožen, da je brez zlobnega namena ubil Samantho. To je ključno. Nenamerni uboj po kalifornijski zakonodaji običajno pomeni uboj, ki ni bil nameren, ampak se je zgodil zaradi kaznive malomarnosti. Obtožba prinaša najvišjo kazen 4 let zapora. Wood je v zvezi z obtožbo izrekel, da ni kriv. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kdo je Nathan Wood, saj je njegovo ozadje tukaj pomembno. Po njegovem profilu na LinkedInu se Wood opisuje kot, citiram, neodvisni svetovalec za varnost na prizorišču dogodkov. Na njegovem profilu piše, da nudi, citiram, zunanje svetovanje in oceno varnosti prizorišč za dogodke z udeležbo VIP oseb. In piše, da ima izkušnje z, citiram, ogledi prizorišč in napredno koordinacijo skupaj z ameriško tajno službo za visoke vladne uradnike in premožne posameznike. Tiskovna predstavnica Bele hiše je za San Francisco Chronicle potrdila, da je bil Wood zaposlen kot del Bidenove administracije. Na njegovem LinkedIn profilu piše, da je tam delal od novembra 2023 do julija 2025. Na njegovem profilu je tudi fotografija. Na njej se smeji skupaj s takratno podpredsednico Kamalo Harris pred predsedniškim letalom. Podnapis se glasi, citiram, zelo hvaležna, da sem imela priložnost pomagati podpredsednici pri njenem potovanju na APEC v San Franciscu. Torej, to je moški z varnostnim usposabljanjem. Moški, ki je delal skupaj s tajno službo. Moški, ki po lastnih besedah razume strelno orožje, nadzor dostopa in gibanje ljudi. In vendar je po lastni izjavi policiji pritisnil na sprožilec orožja, za katero ni vedel, da je nabita, v stanovanju, kjer je bila njegova punca v sosednji sobi. Torej, zdaj se vračamo k nekaterim od teh vprašanj.
Kaj točno je suho proženje in kako lahko nekdo s takšnim ozadjem, nekdo, ki je usposobljen za varnost, naredi tako napako? Ker fizična resničnost tega, kar se je zgodilo, odpira svoje vprašanja. Krogla, izstreljena iz ene sobe, ki gre skozi steno in zadene nekoga v drugi sobi. Kaj forenzični preiskovalec smrti išče, ko pride na prizorišče? Kot je to? Ko je policija prispela, niso našli le ženske strelske rano. Našli so stanovanje s steno, ki je imela luknjo od krogle v sebi in zgodbo, ki je morala biti testirana. Preveriti glede na dokaze. Da bi razpravljali o tem izjemno tragičnem primeru, želim povabiti Josepha Scotta Morgana. Je forenzični preiskovalec smrti. Prav tako je voditelj uspešnega podcasta Body Bags. Torej, Joseph, bil si ena prvih oseb, na katere sem pomislila, ko sem prebrala o tem primeru. Nationwood je, kot pravijo viri, policiji povedal, da je šlo za grozno nesrečo, da je na suho prožil pištolo in ni vedel, da je bila nabita. Po navedbah virov je ustrelil svoje dekle skozi steno, medtem ko se je tuširala v njunem stanovanju. Kako torej preverite, ali je to res? Ker me res bega, da bi nekdo suho streljal, kar v bistvu pomeni vaditi streljanje s praznim orožjem v stanovanju. Ja, in zelo težko je, veste, vse to sestaviti skupaj z vidika preiskave. Ena od stvari, na katero paziš, če imaš orožje, iz katerega je bilo streljano. In dejansko gre skozi tisto, kar imenujemo vmesna ovira, kar bi bila v tem primeru stena, da izstrelek sam ne bo v svojem običajnem stanju. Veste, ko pomislite na kroglo, ki gre skozi površino, veste, da bo najverjetneje prišlo do neke deformacije. In kar je še dodatno pomembno, ni šlo le za to, da je krogla šla skozi steno in zadela to mlado žensko, ampak je, Anžinet, krogla šla skozi steno, ki je bila očitno del tuša in jo zadela. Torej, imate zdaj kroglo, ki gre skozi suhomontažno steno, lahko zadene tudi nosilec v steni, nato pa mora iti še skozi drugo stran, ki je lahko prav tako iz suhomontažne plošče, nato pa še skozi oblogo za prho. Vsi poznamo tiste plastične obloge za prho, ki se vstavijo, ali pa morda celo kakšno vrsto ploščic. Ta krogla, ta izstrelek, sam bi bil tako močno deformiran, in ko ta krogla zadene telo, vhodna rana ne bo videti tako, kot bi sicer. Recimo, naprimer, če izstrelite nepoškodovano kroglo v osebo, kjer ni tako imenovane vmesne ovire, tako da bo iz tega vidika fizični videz vhodne rane na obdukciji precej izrazit. Videli boste to. Videli boste, da je izstrelek dejansko deformiran, morda leži v mehkem tkivu, ne da bi sploh zadel kost. In videli boste, da je tukaj še nekaj drugega. To je eden od načinov, kako bomo to pogledali. Kar me še vedno tako preseneča, je, da imate nekoga, ki je očitno bil nekakšen varnostnik v Beli hiši. Zdaj, tole pomeni, da imaš veliko zdrave pameti, ampak moral bi vedeti, kako pravilno ravnati z orožjem. In dejstvo, da sploh streljaš z orožjem v stanovanju, tudi če ga prožiš na suho, si v stanovanju. Prej, mislim, da nisi pogledala pištole, da bi se prepričala prvič, da ni bila nabita. In drugič, veš, govorimo tudi o drugih stvarih, kot je trajektorija. Zakaj streljaš s pištolo v smeri, kjer se tvoja punca tušira? Torej, ali ti kot preiskovalka smrti lahko trajektorija v tej preiskavi kaj pove? Ali to kaj pomeni za dokazovanje namena, nesreče, veste? Ali je to nesreča ali ne? Ali pa je v tem primeru nepomembno? Ja, če se vrnemo vsa ta leta nazaj, tle je ena stara zate, pomisel na primer Blade Runnerja. Ena od stvari, ki si jih imel tam, je bil vmesna ovira, kjer je ustrelil skozi vrata kopalnice, ne, če se tega spomniš. In trajektorija je bila velik del tega primera. Seveda, veš, moral si upoštevati dejstvo, da je nosil proteze. Ampak poleg tega, ja, kakšen je torej geometrijski odnos?
glede osebe, tistega, ki je sprožil v primerjavi z žrtvijo. Ali sta stala? V redu, sta stala, sta sedela. Je bil mogoče kar za sosednjo kuhinjsko mizo in je slučajno streljal. Je slučajno streljal v steno tako, ali je bil bolj v pokončnem položaju, kjer je streljal navzdol? In potem moš to povezati tudi s tem, kje je njena vstopna rana. Tudi v tem primeru lahko vmesni predmet izkrivlja podatke glede trajektorije. Ker tudi, če streljaš po ravni liniji, si prav premagal del začetne energije tega izstrelka, ampak še vedno ima dovolj sile, da ob stiku povzroči smrtonosen udarec. Torej, je to zelo, zelo zapleten primer. Res me zanimajo obtožbe, ki so jih trenutno vložili proti njemu, ker ti moram povedati, Anžet, po mojih izkušnjah, kadarkoli slišim, da nekdo reče, da je nekaj nenameren strel, v redu, ne glede na to, ali si je nekdo sam povzročil poškodbo ali je bil poškodovan kdo drug, bom res temeljito pregledal ta primer, verjetno še bolj intenzivno kot druge primere. Ker to, kar praviš, že samo dejstvo, da uporablja izraz suho proženje, nakazuje, da ima izkušnje z orožjem, ne? Ker to ni izraz, ki bi ga uporabljal vsak na ulici. In obstajajo vaje za suho proženje. Zdaj obstajajo vse vrste tehnologije, kjer ti ni treba nikoli dati naboja v orožje, da bi vadil suho proženje, in to lahko simuliraš doma. To je preprosto nenavaden splet okoliščin. In oni so ga, predvidevam, obtožili še preden so prejeli kakršnekoli podatke. Na tej točki, kar zadeva rekonstrukcijo kraja zločina, ker si ne morem predstavljati, da bi to zaključili tako hitro. Morda so, ampak tožilstvo je prišlo do tega zaključka, še vedno je obtožen. Bomo videli, če se bo iz tega razvilo še kaj drugega, kar zadeva hujšo obtožbo v tem primeru. Ja, trenutno gre za nenamerni uboj, vendar preiskava še vedno poteka. In bila bi šokirana, če bi že dobili kakršnekoli konkretne podatke iz rekonstrukcije kraja zločina. Veš, mislila bi, da bi že uporabili tridimenzionalni sistem Faro. Ja, sistem Faro, da bi skenirali prizorišče. Veš, mislila bi, da bi bili pri tem zelo temeljiti. In potem nikoli ne veš. Mislim, zdaj je lahko nenamerni uboj. In obtožbe se lahko vedno zaostrijo. Zdaj ne namigujem, da se bo iz tega še kaj razvilo. Ne pravim, da se bo to res zgodilo, samo pravim. Mislim, da mora biti tukaj, kot si rekla, opravljena zelo temeljita preiskava. Ker dejstva, kot jih poznamo trenutno, zvenijo res noro. In Samantha je mrtva in njena družina si zasluži odgovore. Hvala lepa, Joseph Scott Morgan. Ni zakaj, Anžinet, kadarkoli. Torej, če ste kaj podobni meni, se sprašujete, kako je mogoče, da je nekdo z varnostnim ozadjem in znanjem o orožju vadil streljanje v svojem stanovanju s pištolo, za katero se je izkazalo, da je nabita. Zato želim povabiti strokovnjaka za varnost orožja, Steva Wolfa, da spregovori o tem. Steve, veš, večkrat sva govorila o varnosti orožja. Najprej moram vedeti, kakšni so tvoji prvi vtisi o tem primeru. Ker sem preprosto osupla, da je nekdo, ki je bil uslužbenec varnostne službe, višji uslužbenec varnostne službe Bele hiše, v svojem stanovanju, ki je precej manjši prostor. Veš, pravilo številka 1 pri suhem proženju je, da si v varnem prostoru in da se prepričaš, da pištola ni nabita. In to počne na območju, kjer bi lahko streljal v steno ali nekaj takega, kjer je na drugi strani njegova punca. Res me zanima, kaj si ti misliš o tem? No, nasplošno je varen prostor za suho proženje, oziroma, kot jaz rad rečem, suho proženje po izpraznitvi orožja, ker je prvo pravilo, da orožje najprej izprazniš. To bi bil preprosto prostor, kjer te drugi ljudje ne morejo videti. Tako, če kdo pogleda skozi tvoje okno, ne bo videti, kot da streljaš na nekoga in poklical policijo. Torej, vsak prostor bi lahko ustrezal, dokler je zaseben prostor. Ampak, seveda je prva težava veliko bolj pereča, in sicer, da pištola ni bila izpraznjena. Postopek praznjenja pištole je pravzaprav precej preprost.
In vsakič, ko vzamete pištolo v roke, jo ali izpraznite, ali pa preverite, ali je nabita, ker jo nameravate nositi ali uporabiti. Zato bi vam rad pokazal, Anget, postopek, kako varno izprazniti pištolo. In to vam bom pokazal na dveh različnih vrstah pištol, na revolverjih in na polavtomatih. Je to v redu za vas? Ja, to je v redu zame. Mislim, da je to zelo pomembno, ker je to nekaj, kar bi moral vsak narediti, kadarkoli. Ker je tudi prvo pravilo orožja, kot veste, da je vsako strelno orožje vedno nabito, kaj ne? Torej, nikoli ne usmerite strelnega orožja v nekoga, tudi če mislite, da ni nabito. Prav, vsako strelno orožje je vedno nabito. To je prvo pravilo. Torej, ni izgovora, da bi mislili, mislil sem, da ni bila nabita. No, razen če ste jo osebno sami preverili, je pištola nabita. To je preprosto njeno stanje. Naj vam pokažem, kako izgleda pravilen postopek za praznjenje pištole. Začeli bomo z zelo preprosto pištolo. To je revolver. Ko primemo pištolo, jo primemo za okvir, za ročaj, za držalo, kakorkoli ljudje temu pravijo, ampak primete jo tukaj. Prsta ne položite na sprožilec. In pištolo držite obrnjeno v varno smer, kjer ni ljudi, vsaj 5 slojev mavčnih plošč v tisti smeri, prav? Naslednja stvar je, da odprete. Boben tukaj. In ko odprete boben, pištolo položite v levo roko. In tukaj boste lahko videli, da je v notranjosti ostro strelivo. Torej bi nato prijeli pištolo in jo nagnili navzgor. Strelivo bo padlo ven. In potem tukaj aktivirate izmetalno palico. Poglejmo, da to dobro izostrimo. Poglejmo, v redu. Torej, izmetalna palica, ko jo potisnete ven, vidite, da bi to izrinilo preostalo strelivo. In potem vizualno pregledate boben in pogledate skozenj in zelo jasno bi morali videti, da ni ničesar. Videti bi morali 6 praznih bobnov ali 5 praznih bobnov, odvisno od vrste pištole. In v tistem trenutku je pištola prazna, dokler je v vaših rokah in pod vašim nadzorom. Kaj pa strelivo, ki smo ga pravkar stresli ven? Veliko ljudi, ko grejo na strelišče, vadi polnjenje pištole, kot je prav. To pomeni, da imate določeno mišični spomin, ki vam pravi, da morate dati strelivo v pištolo. To je nekaj, kar ste vadili. Vzemite strelivo, ki ste ga vzeli iz pištole. In Vaj. premaknite ga na drugo lokacijo. Postavite ga na drugo mizo v drugi sobi. In na ta način ni verjetnosti, da boste med treningom uporabili mišični spomin, ki vam pravi, da napolnite pištolo. Tako imate zdaj pištolo, ki je izpraznjena, nič ni v njej in nimate nobenega streliva v sobi z vami. Zdaj lahko zaprete boben in zdaj bi bilo varno pritisniti na sprožilec te pištole. In lahko bi vadili TI suho proženje, ki ga bom zdaj vedno imenoval suho proženje z izpraznjeno pištolo, ker je prvi korak, da pištolo izpraznite. In tukaj lahko vadite. Suho proženje je pravzaprav zelo pomemben del pri pridobivanju spretnosti z orožjem. Pravzaprav lahko postanete vešči z orožjem, če je morda ena od 7 vaših vadbenih sej s pravim strelivom, ostalih 6 pa s suhim proženjem. Ampak vsakič, ko to naredite, morate preveriti, da je orožje prazno. Anžinet, si imela vprašanje? Imam vprašanje. Pravzaprav imam kar nekaj vprašanj. Čeprav je to orožje, ta revolver, prazen, bi rekli, da je suho proženje orožja, praznega orožja, nekaj, kar bi morali početi v prostoru, kot je stanovanje. Mislim, morda tam živiš, ampak vseeno, če je vsako orožje vedno nabito, to je pravilo številka 1 pri ravnanju z orožjem. Bi to še vedno morali početi v stanovanju? Varno je to početi v stanovanju, če si preveril orožje. Torej, pravilo je, da so vsa orožja vedno nabita. Ampak, če si sam preveril orožje in dokler ostane v tvojih rokah in pod tvojim nadzorom, se šteje, da je orožje prazno in razmeroma varno, kaj ne? Noben naboj ne more priti ven, ker ni nobenega naboja notri. Zdaj, če to orožje odložim, kaj je zdaj to orožje? Zdaj je to nabito orožje, ker ni več v mojih rokah in pod mojim nadzorom. Tako da, ko ponovno vzamem orožje v roke, vsakič, ko ga vzameš,
ga bomo ponovno preverili. Preverili bomo, da v teh komorah bobna ni ničesar. To je zdaj ponovno prazno orožje in je varno za suho vadbo proženja. To ne pomeni, da orožje usmerjaš v ljudi, absolutno ne, kaj ne? Nikoli ne usmeri orožja v nekaj, česar ne želiš uničiti. Torej moraš vedeti, kaj je pred tvojim orožjem, vendar to orožje ne bo izstrelilo nobenega naboja, ker v njem ni nabojev. Zdaj kar nadaljuj. In mislim, da čeprav si v stanovanju, še vedno nočeš meriti v karkoli, ker je lahko na drugi strani stene oseba, kar je v stanovanju zelo težko. Razen če veš, merim proti svoji spalnici in vem, da tam ni nikogar. Prav, ali pa merim proti zunanji opečnati steni. Prav, torej druga vrsta pištole, ki jo dejansko veliko pogosteje nosijo, je polavtomatska pištola. Še enkrat, če želim to suho sprožiti ali varno suho sprožiti doma, jo vzamem v roke, ne da bi se dotaknil sprožilca in tukaj pritisnem sprostilec nabojnika. Torej bomo pritisnili sprostilec nabojnika in to bo sprostilo nabojnik. Ali to pomeni, da je pištola zdaj prazna? Absolutno ne, ker je lahko še vedno naboj v komori, kaj ne? Tako kot mora biti. Zato bom potegnil zaklet nazaj in ujel preostali naboj. In zdaj, čeprav sem odstranil strelivo, kaj je naslednji korak? Vzemi strelivo. Postavi ga na drugo stran sobe ali v drugo sobo. Tako ni možnosti, da bi ga nehote pobral in z njim napolnil pištolo, ker je to nekaj, kar si že večkrat vadil. V redu, zdaj, čeprav smo odstranili nabojnik in vse iz komore, moramo opraviti še vizualni pregled. Torej, pogledamo tukaj, se prepričamo, da nabojnika ni, nato pogledamo tukaj in preverimo območje zaklepa, pogledamo v komoro in vidimo, da tam tudi ni ničesar. Pravzaprav bi lahko zdaj pogledali skozi to in bi videli, kako se vaš mezinec premika tam noter. Poglejmo, če lahko to poravnam. Verjetno nisem tako spreten. V redu, torej. Videla sem malo svetlobe, ki je sijala skozi tam. V redu, ja, in lahko daš tja svetilko in boš videl svetlobo, ki prihaja skozi, ker tam ni ničesar. Torej, je to orožje zdaj preverjeno in prazno orožje za koliko časa? Dokler ne zapusti tvojih rok. Tako je, dokler ne zapusti tvoje roke in tvojega nadzora. Torej, zdaj lahko to zaprem. To orožje je preverjeno in prazno, zdaj ga lahko usmerim v varno smer. Lahko dam prst na sprožilec, lahko ga suho sprožim. Orožje, kot je to, zahteva, da se zaklep premakne vsakič. Lahko pa dobim dober občutek za to in lahko vadim namerjanje v cilj ter nežno pritiskanje na sprožilec v roki, ne da bi premikal merkov. Lahko narediš vse, kar moraš, da si spreten z njim. Potem lahko orožje odložiš. In kaj je zdaj orožje? Nabito, Jay. To je nabito orožje. Točno tako. Zato vsakič, ko vzamem orožje v roke, preverim. Nič tukaj. Nič tukaj. Nič tukaj. Prav. Zdaj lahko to spet zaprem. Pištola je izpraznjena, varna za suho proženje. Torej, to je res zelo, zelo preprost postopek za izpraznitev pištole za suho proženje, ne glede na to, ali gre za revolver ali polavtomatsko pištolo. Kot sva že prej govorili, veš, rekla si, da je polavtomatska pištola verjetno pogosteje nošena pištola. Močno dvomim. Ne poznamo pištole. Ne vemo, kateri model ali znamko ali karkoli je tistega dne uporabljala Nation Wood. Ampak mislim, da je bolj verjetno, da je uporabljal polavtomatsko pištolo. Morda je vzel ven nabojnik in ni izpraznil nabojne komore. Mogoče se vse skupaj na to nanaša. Zelo verjetno. Prav. Odstranil je nabojnik, vendar je pozabil, da je tukaj v bloku motorja še vedno gorivo. Lahko odstraniš rezervoar za gorivo. Če je v motorju še malo goriva, lahko še vedno nekoga povoziš, kaj ne? Enako je tukaj, kaj ne? To lahko odstraniš. Če je tukaj še vedno naboj, bo še vedno počilo. In žal je pri polavtomatskem načinu veliko večja verjetnost, da boš sprožil strel. In to namerno, ker imaš 100% možnost, da bo naboj v nabojni komori počil. Medtem ko pri revolverju ga dvigneš, narediš kaj? Dvigneš ga, ga izprazniš. Prav? Torej, pri revolverju, če je v njem ostal naboj, veš, imaš morda 1:6 možnosti, da bo počil.
Prav, ker imaš 6 valjev in če kladivo pade na prazen val, se ne zgodi nič. Ampak pri polavtomatski pištoli je samo eno mesto, kjer je lahko strelivo, in to je v nabojni komori. In zato bo počilo že prvič. Torej dejansko ni bil v procesu suhega streljanja. To je bil njegov prvi strel, ker je bil v nabojni komori naboj. Zakaj je suho streljanje sploh dobro za vadbo? Ker ne dobiš tistega sunka, ki bi ga dobila, če bi bila na strelišču in imela nabito orožje. Praviš, da je dobro vaditi na ta način. Zakaj pa je tako? Ker bi si mislila, da bi želela vaditi na strelišču s tarčo in občutiti tisti sunek. Ampak sunek ni tisto, kar zadene tarčo. Pravilna tehnika je tista, ki zadene tarčo. In pravilno tehniko lahko razvijete s pomočjo vaj suhega streljanja po preverjanju, da je orožje prazno, ki jih lahko izvajate doma. In potem običajno, veste, eno od 7 vadbenih sej opravite na strelišču, da preverite, ali vam vaja suhega streljanja dejansko pomaga zadeti tarčo. Zadetki v tarčo pomenijo pravilno delo nog, pravilen položaj bokov, pravilen položaj trupa, pravilen položaj ramen, pravilen položaj rok, pravilen oprijem, pravilno poravnavo merkov in pravilen nadzor nad sprožilcem. Vse to so stvari, v katerih lahko postanete zelo vešči, tudi če sploh nimate streliva. Pravzaprav so v nekaterih državah na Bližnjem vzhodu potekali celotni tečaji za policijske rekrute brez streliva, ker je bila država v vojni. In diplomanti teh tečajev so dejansko dosegli boljše rezultate, ko so končno dobili strelivo, kot kadeti, ki so vsakič vadili s pravim strelivom. Ker niso izkusili sunka, ga tudi niso pričakovali. Pričakovanje sunka pa je ena izmed stvari, zaradi katerih ljudje zgrešijo tarčo. Torej, če vzamem to pištolo v roke, kaj naj naredim? Preverijo, kaj ne? Vizualno preglej, se prepričaj, da ni ničesar notri. Zdaj, če bi vsakič, ko ustrelim s to pištolo, šlo tako, bodo nekateri ljudje razvili strah pred tem. Tako tik preden pištola sproži, usmerijo pištolo navzdol, ker jih je strah sunka. Če še niste izkusili sunka, boste ugotovili, da lahko upravljate s pištolo, ne da bi jo sploh premaknili, ker ne pričakujete sunka. In prav to pričakovanje je tisto, zaradi katerega ljudje zgrešijo. Zelo zanimivo. No, spremljali bomo ta primer, ker veste, ko sem prvič slišala zanj, sem najprej pomislila na vas. Ste ena prvih oseb, na katere sem pomislila. In bila sem pravzaprav precej šokirana, da je nekdo vadil streljanje na suho v stanovanju. Ampak zdaj, ko sem govorila z vami, morda nisem več tako presenečena. Veste, obstajajo samo 4 pravila varnega rokovanja z orožjem. Razlog za to je, da želimo, da so preprosta in kratka, da si jih ljudje lažje zapomnijo, kaj ne? Vsa orožja so vedno nabita. Nikoli ne dovolite, da je orožje usmerjeno v karkoli, česar ne želite uničiti. Prst naj bo stran od sprožilca, dokler merki niso na cilju. In vedno bodite prepričani o svojem cilju ter o tem, kaj je za njim. Ko slišite za takšno nesrečo, veste, da je nekdo prekršil vsaj eno in morda več teh pravil. Če si samo zapomnite, da so vsa orožja vedno nabita in da morate preveriti, ali je orožje prazno, preden ga uporabljate za kakršenkoli namen razen streljanja, boste varni in boste poskrbeli za varnost drugih. Brez dvoma. Steve Vilu, najlepša hvala. Najlepša hvala, Anžinet. Nationwood je trenutno na prostosti proti varščini. Nosi elektronsko zapesnico in predobravnavni narok je določena za 9. april. Za zdaj, Wood čaka na naslednji datum sojenja. Družina Samanthe MG pa žaluje za čudovito 22-letno žensko, ki je lani diplomirala in je imela vse življenje pred seboj. In to je vse za to epizodo CrimeFix. Sem Anžineta Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič.